Pozdravljeni. V zadnjih 10 zaključenih sezonah v svetovnem prvenstvu Formule 1 smo videli pri Scuderii Ferrari dve ločeni obdobji dveh šampionov, katerima ni uspelo osvojiti naslova svetovnega prvaka. Govorim o Fernandu Alonsu in Sebastianu Vettlu. In danes si bomo pravzaprav pogledali, kaj vse je šlo narobe. To obdobje seveda najbolje, da razdelimo na dva dela. Na tisti del, kateri se dotika Fernanda Alonsa in drugega, kateri se dotika Sebastiana Vettla. In prvega lahko omejimo od začetka sezone 2010 do konca sezone 2014 in seveda obdobje Sebastiana Vettla se začne v sezoni 2015 in traja še danes, a mi ga bomo zaključili s koncem lanske sezone. Zaradi tega, da je 10-letno obdobje, ker ne vidim v prihodnosti in ne vem, kaj se bo zgodilo v sezoni 2020 in tako da pustimo tudi to poglavje še malce odprto. In treba je biti pošten in si priznati, da Scuderia Ferrari v teh 10 letih ni bila zmeraj neka dominantna sila. Bile so dobre sezone, bile so slabše sezone in bile so tudi porazne sezone. In med porazne sezone bomo šteli 2011, 2014 in 2016. Najmanj. Vsak izmed obeh šampionov je imel najmanj dve možnosti, da bi postal svetovni prvak s Ferrarijem. In prav na te sezone se bomo koncentriral. Začnimo s Fernandom Alonsom. Že v prvi sezoni, ko je bil v Scuderii Ferrari in govorimo o letu 2010, je pokazal izjemno motivacijo in izjemno formo. Treba je imeti pred očmi tudi to, da je ekipa od njega pričakovala ogromno. Zaradi njega, da so mu naredili prostor, so praktično poslali Kimija Raikkonena na plačan dopust. Ne smemo pozabiti tega. In Fernando Alonso je začel silovito zmago na prvi dirki za Scuderijo Ferrari. Bil je praktično celotno sezono med vodilnimi. Pred zadnjo dirko je vozil v skupni uvrstitvi. A na zadnji dirki se je zgodilo tisto, kar marsikdo izmed nas ni pričakoval. Sebastian Vettel, kateri je bil celotno sezono tam pri vrhu, a nikoli na vrhu, je zmagal. Fernando Alonso po drugi strani ni bil sposoben, po mnenju mnogih, iti mimo Vitalija Petrova. In na koncu je seveda svetovni prvak postal Sebastian Vettel, Fernando Alonso 4 točke za njim, čeprav pred zadnjo dirko je vodil. Treba je biti pošten. Treba je pogledati, kak bolid je imel na razpolago Fernando Alonso. Najboljši, najbolj dominanten? Ne, če pogledamo konstruktorsko prvenstvo, vidimo, da je bil Ferrari šele na 3. mestu. In prav to nam pove, kako izjemna je bila tista sezona Fernanda Alonsa, kjer je izvlekel iz dane situacije, po mojem videnju, bistveno več od tistega, kar bi racionalno lahko pričakovali. In se zavedam, da navijači hočejo le zmage in naslove. A pustimo sedaj to pri strani. V sezoni 2012 podobna situacija. Bom rekel, Fernando Alonso je bil spet, saj v začetku sezone, zelo konkurenčen, vodil je celo do velike nagrade Koreje, govorim o skupnem seštevku. A nekako od tiste velike nagrade Nemčije je njegova forma šla navzdol. Ne govorim na njegovi formi kot voznikem samega, ampak tudi tehnični napredek Ferrarija. Na zadnji dirki se je zgodila podobna situacija kot v sezoni 20. Veste, da je bil Vettel 6. Alonso 2. namesto, da bi zmagal, in kolikor bi zmagal, bi postal svetovni prvak. A ne, Vettel 6. mestom je dosegel praktično dovolj točk, da je odnesel tudi tisti naslov. In spet smo bili pred tisto dilemo, je bil Ferrari kot bolid dovolj dober, da bi pomagal Fernando Alonso. Je bil s strateškega pogleda Ferrari kot ekipa dovolj sposoben, da bi mu dal tisto nekaj več.
pustimo odprto vprašanje, kajti tu bi bil neobjektiven, če bi povedal svoje mnenje. In sedaj se vrnimo v sezono 2017, tisto sezono, kjer je imel prvič Sebastian Vettel realno možnost postati svetovni prvak s Ferrarijem. In po mojem osebnem mnenju je bila to njegova sezona. Zavedati se moramo, da SF70H v tisti sezoni je bil čisto drugega koncepta kot njegovi nasledniki. In tu se je pokazala že prva šibkost ekipe same pri, obvladovanju Sebastiana Vettla. Bolid pisan njemu na kožo, to se pravi bolid z veliko aerodinamičnega oprijema, kateri je prišel do izraza na progah, kot so bile Monaco, Hungaroring in podobno, naprimer Singapur. A pokazala se je tista, recimo temu, nezrelost Sebastiana Vettla. Poglejmo samo, kaj se je zgodilo v Azerbajdžanu, kjer jo je, po mojem osebnem mnenju, Sebastian Vettel izjemno poceni odnesel. Na to je bil konkurenčen, celo prvo polovico sezone in del tistega obdobja po poletnem premoru. Na to se je zgodil Singapur, kjer so mnogi krivili Maxa Verstappena, ne vem, če bodo danes isti gospodje tega mnenja, in to bi lahko tudi krivdo pripisali tako Sebastianu Vettlu kot skuderiji Ferrari, katera mu ni znala razložiti, da dirke se ne zmaga na prvem ovinku. A treba je poudariti še nekaj. Ni bil Singapur tisti ključen trenutek v sezoni 2017. Temveč Malezija in Japonska, kjer Sebastian Vettel je dobil bistveno manj točk od tistih, katerih bi jih lahko, zaradi tehničnih okvar na njegovem pogonskem sklopu. Nerazložljivih tehničnih okvar za tako dobro ekipo, kot je Ferrari. In potegnimo črto, odgovoren za projekt tedanjega pogonskega sklopa danes vodi ekipo. Lahko bi rekel, da za svoje ne prav izjemno dobro delo je bil celo nagrajen. A pojdimo naprej na drugo šanso Sebastiana Vettla. Leto 2018, SF71H. In tu se je začela tista legenda o vrtenju Sebastiana Vettla. Zakaj? Lahko se razloži. Namreč spremenili so koncept in je praktično iz tistega bolida z velikim aerodinamičnim oprijemom so šli na tistega z nizkim zračnim uporom. In res, na veliki nagradi Nemčije se je zgodilo tisto, da na malce vlažni progi je izgubil zadek bolida. Od velike nagrade Italije so zadeve šle strmo navzdol in tudi, v ekipi ni bilo več tiste enotnosti. Tudi verjetno zaradi tega, ker so Kimiju Raikkonenu sporočili, da v naslednji sezoni ne bo vozil več za njih. In seveda, zakaj so spremenili koncept? Po mojem osebnem videnju je bila to napaka. Šli so na področje, kjer je bil Mercedes dober, namesto da bi vztrajali na tistem prejšnjem, katero se je pokazalo za uspešno, le razvijati ga bi bilo treba malce bolj. A vseeno Sebastianu Vettlu so dali bolid, na katerega ni bil navajen, kateri ni ustrezal stilu njegove vožnje. In ga ne opravičujem. Sebastian Vettel v svoji karieri v Ferrariju je do sedaj naredil ogromno napak. A tudi skuderija Ferrari Sebastianu Vettlu ni dala tistega bolida, kateri mu bi pomagal doseči želeni rezultat. In podobna zgodba, če smo pravzaprav iskreni, s Fernandom Alonsom. Si želi skuderija Ferrari osvojiti naslov svetovnega prvaka med vozniki in konstruktorji, prvo naj naredi konkurenčen bolid, kateri ne bo rabil 110–120% sposobnosti šampiona, katerega bogato plačajo, da bo dosegel zmago. Dovolj je imeti dober bolid, ki ga lahko vozi izjemen voznik, a nekje tam na 80–90% njegovih sposobnosti in rezultat bo zagotovljen. Toliko o tem. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.